Lea Glojnarič trenira 2-krat na dan, 6 dni na teden. Trenutno se pripravlja na evropsko prvenstvo, ki bo avgusta na Poljskem, kjer bo tekmovala v teku na 100 metrov z ovirami in v skoku v višino. Želi si izboljšati svoj osebni rekord. Ja, moj osebni rekord na višini imam 174 cm, rada bi pa preskočila več kot 175 cm. 100 metrov ovire bi pa rada šla pod 14 sekund. Naziva parašportnica leta 2022 ni pričakovala, a ji to priznanje daje dodaten zagon in več samozavesti. Najbolj sem ponosna na to, da sem na olimpijskih igrah v Braziliji, v gluhi, osvojila 2 zlati medalji v disciplini mnogoboj in pa v skoku v višino, in pa da sem tu spoznala ljudi, ki so res so ful prijazni in dobri športniki. Drugače pa treningi potekajo dobro. Imela je sicer lansko leto operacijo kolena avgusta, tako da trenutno smo še malenkost, še nismo ta pravi, malo še boli koleno ob odrivih, pa tudi ko teče ovire. Smo pa že začeli z zimsko sezono in je recimo na 60 metrov podrla osebni rekord in na 60 metrov ovire prav tako. Lea je vztrajna in trmasta športnica, poudarja Iztok Glojnarič, zaradi njene naglušnosti pa se marsikdaj pojavijo težave v komunikaciji. Nekaj govorim, vem, da moram na glas govoriti, ampak vedno še se zgodi, da me ne gleda, in ker bere z ust večinoma. In potem ona gre kar naprej, jaz pa moram za njo teči, pa ustavi se, čakaj, moramo še narediti to pa to, in me mora gledati v usta. Lea je naglušna od rojstva, v zadnjem obdobju pa se ji sluh slabša in tudi s pomočjo slušnega aparata sliši slabše. Je pa tako, da ima desno uho praktično ne sliši več nič. Z levim ušesom še sliši 20%, tu nekje okrog 75 decibelov imajo. Bo pa v prihodnosti verjetno izgubila sluh čist. Tako da jo pripravljamo na to in verjetno, če bo hotela slišati, bo mogla iti na operacijo, da ji vstavijo polžev vsadek. Lea se z atletiko ukvarja 11 let. Zdaj trenira skupaj s svojo dobro leto starejšo sestro Niko, ki je prav tako vrhunska atletinja. Ena drugi sta v navdih in podporo. Ona mi je res navdih in tudi moja vzornica, ker mi res daje motivacijo in vedno me podpira in mi stoji ob strani in mi daje vedno nasvete za to tekmovanje, na primer, ko sem živčna, mi umiri in mi da pač vso srečo in sem res ful hvaležna za to. Ja, zelo sem ponosna res, ker se veliko marsičemu se odreče in res mislim, da bi lahko še marsikaj naredila, da še ni pokazala vsega. Zato ne dvomi, da bo avgusta na evropskem prvenstvu pokazala, kaj zmore in zna.